Predsednica državnega zbora lahko ima svoj stil, je priporočljiv, lahko je eleganten, lahko je graciozen, lahko poudarja ženstvenost, če pa je to parada kiča, ne estetike, primitivnosti, oprostite, to pa ni nekaj, kar bi predstavljalo nekoga, ki bi nas vse naj zastopal, tako v Sloveniji, kot lahko bi rekel tudi na evropskem nivoju. Zato sem podpisal predlog za razrešitev, ki smo pripravili skupaj, podpisali skupaj z Novo Slovenijo, zato vztrajam, da teh zdrsov je bilo ogromno, je bilo preveč, tudi kršitve, ki so jih kolegi nastavljali strani ustave, predvsem pa poslovnika državnega zbora, zato mislim, da je čas, da Urška Klakočar Zupančič zapusti mesto predsednice državnega zbora, lahko svoje delo opravlja kvalitetno kot poslanka, morda nekoč kot ponovno sodnica ali karkoli v nekih umetniških poklicih, za katere mislim, da je nadarjena, seveda pa ni za vsak poklic in to je moje osebno mnenje in tudi mnenje številnih mojih kolegov. Najlepša hvala. Vsega poslanec, zdaj vam pa izrekam opomin, ker to, da ste pa vi govorili o predsednici, da je parada kiča, je pa šlo čez vse meje. Razumem, da imate pripombe, da se lahko pritožite nad enimi stvarmi, čist legitimno, na tole pa resno preseglo vse meje. Izrekam vam opomin. Kako? Ja, dvamo ne bom zdaj dala, dovolj je za začetek eden. Bo pa verjetno vodja poslanske skupine Jelka Godec zdaj le imela kaj postopkovno, ne? Izvolite. Moj postopkovni predlog je, da se ta opomin izniči, ker vam bom prebrala nekaj, ker danes se veliko bere. Aristotelova zadeva. Vendar niso hotene samo duševne slabosti, ampak pri nekaterih ljudeh tudi telesne in jim to lahko tudi učitamo. Nihče ne zmerja slepca, ki je slep že od rojstva ali zaradi bolezni ali udarca, kvečemu z njim sočustvuje. Skratka, telesnih napak zaslužijo grajo le tiste, ki smo jih sami zakrivili, tiste, ki jih nismo sami zakrivili, pa ne. Upam, da razumete in zato prosim, da se ta opomin anulira. Ne bom ga ukinila, zato ker eno je nekako nasplošno, že tisto je šlo malo čez mejo komentirati, ampak da pa to, da tako žališ predsednico, da rečeš, da je to parada kiča, tu je pa šel čez. Je šel čez, pika, jaz to tako ocenjujem, zdaj pa dajte še mene na interpelacijo, če želite, kakorkoli, tukaj pa ne bom odstopila. Pa danes nisem dala še niti enega opomina do zdajle, pa je bilo parkrat mejno, pa sem vas blago opominjala, sem tole, na žalitve pa ne bomo šli. Kako je, kaj izvolite? Postopkovno, samo kolega res ne bo postopkovno, no, prosim, izvolite. Poglejte, spoštovana podpredsednica, midva mislim, da je bilo kar nekaj zadev tudi med nama, ampak jaz sem danes citiral, preden sem govoril, ker sem točno vedel ponovno tudi kaj, ker vas že predvidevam, kaj boste povedali, sem parafraziral nekatera imena, ki se ukvarjajo torej tudi z sistemom in bontonom obnašanja in to tudi poučujejo. Za predsednico državnega zbora so napisali, niso moje besede, preveč brezskrbna in nedostojna za državnico se serijo uradnih sprejemov v sproščenih poletnih oblačilih sproža polemiko za visoko politično funkcionarko. Glede golih ramen, čipk, tatujev, kričečih barv in tako naprej, da ne razlagam. Vse to je parada kiča, kaj vam govorim, in vse to so ugotavljali mojstri bontona, ljudje, ki poučujejo bonton na visokih poslovnih šolah in tisti, ki bi stil in bonton, minimalni bonton oblačenja, ne govorimo o nekih presežkih, morali upoštevati. Zato še vas opozarjam, da vaša toleranca glede opominov, da upoštevate, da sem parafraziral, lahko rekel, mnenja številnih strokovnjakov za bonton in ni bilo moje mnenje. In kot tako, to ni žalitev, ker če je bila žalitev, potem naj Urška Klakočar Zupančič toži mojstre bontona, mojstre poslovnih šol, ki to poučuje. Glejte, kolega, še enkrat. Dokler ste to bral, pa je bilo na meji, pa me je imelo, da bi vas že opomnila, pa vas nisem. Ampak ko ste pa po svoje vi parafraziral in izjavil, da je to parada kiča, tu ste pa šel čez. Ozvala sem se na parado kiča, ne na vaše strokovne citate tam strokovnjakov. Prav? Tako da gremo naprej. Magistrica Nataša Avšič. Zdaj pa ta kolegica Lena Grgurevič, lepo prosim, naj bo postopkovni predlog postopkovni, ker ponavadi ni.
Mi je zelo žal, ampak dajte se potruditi. No, tako kot je bil tudi, moj bo bolj postopkovni predlog, ne, ampak bom tudi še kaj ga obrazložila, tako kot ste zelo široko, popolnoma nepostopkovne dovolili izpeljati do konca, najprej kolegici Godec in na to Brezniku. Torej, A je postopkovni predlog najprej? Začenjam. Tudi njih ste pustili, lepo prosim, še mene pustite. Ne biti strožje do nas kot do njih. Kolegica Godec, to sploh ni bil postopkovni predlog. Brala je nekega Aristotela ali koga, vidim, da so poslali. Kolegica, zdaj pa tako, ustaviva se malo, da vam razložim. Bil je postopkovni predlog v prvem stavku, je podala postopkovni predlog, potem je pa razlagala postopkovni predlog z citiranjem, prav? Predlagam, da se opomin izniči. Kje se opomin izniči? Kje to piše? Nima veze, potrudila se je formulirati neke vrste. Oprostite, pustite še mene, da končam postopkovni predlog. Saj sem povedala, ampak najprej mi povejte v prvem stavku postopkovni predlog, pa razložite. Oprostite, predsedujoča, strožji ste do mene kot do kolegov. Jaz oblikujem postopkovni predlog. Ne me zdaj prosim, spet premine, ker niste pustili čist do konca govoriti, pa ste in potem povedali svoje. Jaz oblikujem postopkovni predlog in prosim, dovolite mi, da ga izpeljem do konca. Izničenja postopka v tej knjigi ni, če ne pa mi prosim povejte, opomina ni. Kje je? Ni ga. Se pravi, to je prva kršitev. Druga kršitev pa je bila samo branje Aristotela in potem se je vsedla. Ne? To ni, zato si torej, ker ni pravilno uporabila določb poslovnika in je zlorabila postopkovni predlog, si torej Jelka Godec zasluži opomin. In kar se pa tiče Breznika, ki pa še govori tukaj o nekih bontonih oblačenja, torej očita predsednica, da je preveč kričeče torej bila oblečena in podobne nesmisle, a mislite, da smo mi pozabili, da ste vi kot državni sekretar na notranjem ministrstvu vinjeni vozili prehitro, ko ste šli k preiskovancu v več Rastoderju, med covidom preiskovancu v več kaznivih dejanjih zaradi suma storitve, torej trgovanja z drogo, ste šli po čebulo za Lenart, ker vemo, da v Lenartu, če kaj manjka, je bilo treba v covidu se žrtvovati, za Lenart, in ste šli k gospodu Rastoderju po čebulo. No in takrat ste vozili vinjen in prehitro. Tako da vi res nimate, gospe predsednici, kaj za očitati. Izvajate ni niti replika, ampak je kar neka mini razprava poljubna in ni postopkovni predlog. V prvem delu ste podala postopkovni predlog, v drugem delu vas je pa odneslo kot ponavadi. Zato vas vsakič znova že vnaprej opozorim, ker ponavadi so vaši postopkovni predlogi taki kot ta vaš drugi del. Eno je, ko se nekako trudimo formulirati postopkovni predlog, tudi če to ni. Drugo pa je pa, ko kar nekaj govorimo, kot je recimo čebula pa Lenart. Tako da, prosim, umirite strasti, lepo in prav, ste si izpihali dušo, ne moramo reči, da ta parlament nima duše, ker je očitno ima.